Spoštovani, lepo pozdravljeni. Tokratni gost oddaje je dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav tudi njemu. Lep pozdrav. Virus COVID-19 diktira nas način življenja in je razlog, da je bila razglašena epidemija. Posledično napovedana recesija in z njo preteča nevarnost izgube delovnih mest. Ob tem se dodatno razgalja dejstvo, da Slovenija se vse bolj stara in da bodo prav pomanjkanje človeških virov, stroški povezani s staranjem, bil eden izmed ključnih izzivov prihodnosti. Koroška, konkretno občina Ravne na Koroškem, je COVID-19 prešla v tistem prvem valu epidemije relativno dobro. Sedaj smo vstopili v tako imenovani drugi val z več izkušnjami, tudi še vedno je več vprašanj oziroma neznank kot odgovorov. Pa kako je zdaj občina na tem področju, je drugače ali pa bolj usposobljena za tako imenovani drugi val? Ja, zagotovo, sedaj je občina bistveno bolj pripravljena na drugi val epidemije koronavirusa, že samo z vidika nabave opreme, kajti seveda prvi val nas je zajel praktično brez zaščitnih mask in tudi druga oprema je manjkala. Nato pa se je v tem obdobju seveda, bi rekel, organizirala lokalna skupnost, postavila na noge civilna zaščita in seveda pod dobrim poveljstvom gospoda Branka Kakerja smo pravzaprav zdaj zelo dobro pripravljeni na drugi val in smo tudi že odreagirali, ko je prišel tako imenovan drugi val, kar pomeni okoli 30 okužb v Sloveniji na dan, medtem ko prvi val je bil bistveno bolj intenziven, šlo je tudi za 100 okužb na dan, za celotno Slovenijo seveda govorim. Tako da z tega vidika in pa seveda tudi NIJZ, ki je bil nekoliko zmeden v prvem valu, tudi določene stvari so bile neenotne glede odločitev vlade, glede NIJZ-ja, to je sedaj nekako bolj poštimano in lahko rečem, da so tudi ljudje sami že bolj navajeni na to, da se ukrepa v skladu z navodili vlade oziroma civilne zaščite. Je pa nedvoumno se pokazalo v okviru te epidemije, da je generacija starejših najbolj ranljiva, kar je že sama po sebi, bi rekel, starost je itak, bi rekel, bolj dovzetna za razna obolenja. Pa kakšne so to izkušnje z našimi oskrbovanci po raznih domovih? Smo imeli tu kakšne povratne informacije o teh težavah, pa se osredotočimo na občane občine Ravne? Ja, zdaj nekih večjih težav ni bilo, kajti domovi na Koroškem, vsi 4 oziroma 3 so reagirali zelo dobro, relativno hitro so zaprli vrata za obiskovalce, s tem najbrž preprečili situacije, kot smo videli drugje po Sloveniji, da je torej virus prišel skozi vrata domov in seveda to ranljivo skupino najbolj ogrozil. Tako da po tej plati to ni bilo težav, ampak so bile težave za starejše ljudi izven domov, ki so, kot rečeno, tudi najbolj ranljiva skupina. Že zaradi samega dejstva, da so starejši, imajo tudi druge bolezni, kronične bolezni in ta relativno neznani virus, ki nas napada, je njih tudi najbolj ogrozil. Na Koroškem so 3 domovi za starejše. In seveda skupno razpolagajo z 697 posteljami. Ne vem, nekje sem ta podatek zasledil, ne vem, če je najbolj točno, ampak mislim, da je to nekje. In seveda ob tem se pa izpostavlja sočasno, da so vsi ti domovi zasuti z prošnjami in da seveda vseh tistih prošenj ne morejo akceptirati. In kako je to z našimi, zopet rečemo, imate podatek, da je tu teh naših, ki želijo biti oskrbovani v domih, veliko oziroma kakšna je koncentracija teh in ali se tudi potem te stvari realizira v tem smislu, da prihajajo pa so nameščeni po domovih? Ja, te čakalne vrste, ki so tudi javno objavljene in nas koroški domovi od njih obveščajo, zlasti koroški dom Črneče, s katerim sodelujemo že preko 10 let, pozna te čakalne vrste, ima te opisne liste, nekaj opisov je takšnih, da se ne mudi za sprejem v dom, nekaj pa je tako imenovanih nujnih opisov,
nujnih prošenj in teh je kar veliko. Tudi na samem ministrstvu to skrbno spremljajo, kajti, kot je znano, je obljubljeno, da se bo v Sloveniji gradilo 5 novih javnih domov in kriterij za to, kje se bodo gradili, je zagotovo tudi to, koliko postelj na 100 000 prebivalcev je, kot ste omenili, slabih 700 postelj, kakšne so čakajoče vrste in pa tudi kriterij, ki ga bodo upoštevali, je BDP na prebivalca. V smislu decentralizacije Slovenije bo ta BDP moral biti dovolj nizek, da se bo država odločila za investicijo v javni dom. Tako da na splošno je znano in pa pričakovano, da se torej nove postelje v Sloveniji potrebujejo. Zato je tudi na ministrstvu sedaj šel razpis za 1100 novih postelj za koncesije, kjer se lahko zasebniki najdejo, zgradijo dom in dobijo koncesijo, da lahko to storitev opravljajo. V zasebnih domovih seveda moramo vedeti, da ta celotna investicija, ki jo zasebnik izvede, se potem zaračuna stanovalcem seveda v obliki cene, medtem ko pri javnih domovih tega ni. Zato smo na Ravnah zaenkrat še prepričani, da bomo prišli do javnega doma in pa hkrati tudi, ko smo na zadnji seji občinskega sveta sprejemali odločitve, da torej območja Javornika, dvorca Javornik prenesemo brezplačno na državo, smo dobili kar veliko klicev, kdaj se bomo lahko vpisali v dom, kdaj se bomo lahko preselili v dom. Imam ženo, ki je nepokretna, skrbim za njo, kdaj bo lahko šla v dom in pa tudi po zanimanju medijev lahko sklepamo, da je to velik interes po teh, grobo rečeno, 100 posteljah na Ravnah. Na Ravnah je bila izgradnja domov starejših že kar nekajkrat najavljena, tudi bile so upravljene razne sondaže terenov v tem smislu, katera lokacija bi bila najbolj ustrezna pa primerna za dom starejših. Pa tudi na nek način, če malo se spomnimo, to je bilo tudi predstavljeno na občinski svet in neka lokacija je bila že prednostno tudi določena. Zakaj so se te lokacije potem na nek način umaknjene in zdaj prihajamo seveda do tega predloga, ki ste ga že zdaj omenili, da je občinski svet na nek način sprejel ga? Ja, zdaj, nedavno nazaj, bomo rekla, v roku zadnjih 5 let so bile 4 lokacije, ki so bile dovolj velike po obsegu in pa so tudi delno občinske, da se je lahko razmišljalo in vrednotilo lokacije doma za starejše Ravne. To je bila lokacija vzhoda Čečovja oziroma tako imenovanega Senica-Tunf, potem je bil to Rimski Vrelec in pa so bila vrata Javornika ter tudi grad Javornika. Takratna komisija, sestavljena iz politike in stroke, je ocenila, da od teh 4 lokacij so najbolj primerna vrata Javornika, vendar pa je potem od tiste odločitve do danes prišlo do dejstva, do spremembe okoliščin, da je občina v mestnem času kupila grad Javornik po več postopkih, na več načinov. Smo torej prišli do teh 9000 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča okolici gradu in pa samega dvorca Javornik in je bilo potrebno tudi to lokacijo na novo ovrednotiti. Hkrati seveda se je iskala rešitev za oživitev turizma na Rimskem Vrelcu. Na teh 4 lokacijah, še lahko rečem, turizem ni možen kje druge kot pa na Rimskem Vrelcu, najbrž si turizma na Javorniku vendarle ne predstavljamo ali pa Senica-Tunfu in je torej odpadel Rimski Vrelec, potem so se na nas obrnili trgovski centri in zopet trgovski center v Senici-Tunfu na gradu Javornika ali na Rimskem ne paše. Je bil edina možna lokacija, če še želimo eno trgovino oziroma trgovski center z več trgovinami na Ravnah, so bila vrata Javornika. Za stanovanjski blok pa je potem ostala Senica-Tunf oziroma vzhod Čečovja. In ko smo tem 4 lokacijam namenjali te namembnosti, torej turizem, trgovina in pa stanovanja, je ostala torej lokacija gradu Javornik z že takratno mislijo, da bo tu ena izmed možnosti za gradnjo doma za starejše. Hkrati pa govorimo o centru za oskrbo starejših, kar pomeni, da je ta bližina Javornika oziroma umeščenost na Javornik pomeni tu to dodano vrednost, da se lahko oskrbujejo ljudje tudi na njihovih domovih. Tako da to je prišlo po teh korakih, po teh iteracijah do izbire te lokacije. Znano je, da starejši zaradi navezanosti na dom pa ne radi odhajajo od doma in tudi razumljivo in verjetno je všečna ta varianta lokacije, ki je na nek način v nekaj neposredni soseščini, ki gravitira, na kateri biva, bi rekel, kar precejšno število občanov občine Ravne na Koroškem. Seveda ob tem se postavlja vprašanje za kompleks, ki se na nek način tule izkazuje.
Enkrat gre za dvorec, ki je poznano pod neko spomniškim varstvom, pa sočasno tule, kako so te stvari zdaj v tem trenutku nastavljene oziroma so še to kakšni zapleti glede spomniškega varstva ali pa to, kar vemo, da v preteklosti je bilo kar nekaj težav, ko se je želela neka stanovanjska gradnja tam realizirati. Ja, zdaj te ovire, ki se tičejo Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma spomeniškega varstva, so rešene. Za prvo fazo, za katero se kandidira na javnem razpisu ministrstva, je vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje in za to dokumentacijo obstajajo vsa soglasja spomeniškega varstva, če lahko po domače rečem, tako z vidika kulturne dediščine, kot tudi drevesnega nasada, ki ne bi v preteklosti tukaj bil in ga bo potrebno obnoviti. Tako da te glavne ovire tukaj so premagane in računamo, da bi v roku enega tedna za to prvo fazo, o kateri morda spregovorimo kasneje, bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da so vsi upravni postopki seveda končani. Če lahko se navežem na prejšnje vprašanje, nekaj časa je res veljal trend oziroma misel, da novi domovi niso potrebni, da naj sistem poskrbi za starejše doma. In ravno to je tudi en izmed ciljev tega centra, da seveda 100 postelj ne bo rešilo 12.000 prebivalcev velike občine, kajti imela bo preprosto preveč teh starejših ljudi, da bi jih lahko namestili v dom, in bo cilj, da torej iz tega centra za starejše Javornik oskrbujemo starejše na njihovih domovih in Javornik je idealno okolje za to, kajti mnogo ljudi živi v svojih stanovanjih in trend je, da čim dlje ostanejo tam in da jih oskrbujemo tako zdravstvenega, družabniškega in drugih vidikov, da lahko seveda živijo še samostojno življenje čim dlje. Predvidena je tudi fazna gradnja. Zdaj lahko predstavite, katera faza je prednostna in kaj s to prvo fazo na nek način pridobimo. Ja, zdaj bi rekel, zanimanje javnosti se je povečalo s tem, ko je občinski svet sprejel na zadnji seji torej sklep, da prenaša zemljišča. Vendarle pa moramo vedeti, da imamo pred sabo dva velika čeja za dve fazi. Torej prva faza je kandidiranje na javnem razpisu, kjer lahko kandidirajo samo javni zavodi, ki delajo te storitve. Torej kandidira lahko samo Dom starejših Črneče, ki pripravlja te programe. In koliko bo ta dom uspešen, bomo pridobili 1,4 milijona evrov in lahko naredili prvo fazo. Prva faza pa vsebuje le dve vrsti oskrbovanja starejših, kratkočasne namestitve ter dnevno varstvo, to pomeni 40 postelj, kjer pa ljudje ne bodo mogli stalno bivati, kot bivajo v domovih, ampak so lahko tam bivali, ampak skozi te dve obliki. In je to v bistvu prva faza, ki pa v arhitekturnem smislu pomeni delno obnovo dvorca, torej pritličje dvorca in pa svoja zgradba kot takšna, vendar ne prvo nadstropje dvorca in pa prizidek tja proti območju Pigla, pritlični prizidek, kjer se te nove posle nahajajo. In s tem se pravzaprav prva faza 1,4 milijona evrov zaključi in ta ima velik če, torej ali javni zavod Črneče uspe na javnem razpisu, ki teče in ima 3. avgust, torej rok za prijavo. Druga faza pa pomeni večjo investicijo, pa pomeni investicijo okoli 7 do 8 milijonov evrov, kjer pa pride na območju, približno na območju področja bivšega gospodarskega poslopja, ki je za dvorcem, kar je seveda dovoljenje spomeniškega varstva, do novega doma, ki bi imel pa od 100 do 120 posteljno kapaciteto in bi kombiniral vse s to prvo fazo, torej bi bile vse jedilnice, kuhinja, vse te stvari, ki so potrebne. To finančno konstrukcijo pa nameravamo zapreti z državnim proračunom oziroma evropskimi sredstvi, ki so bila včeraj v Bruslu izpogajana. Slovenija dobi 2,1 milijarde, torej 2100 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki jih mora porabiti do konec leta 2023 in v prvo skupino bodo padli projekti, ki so pripravljeni za izvedbo. Mi računamo, da bo oktobra meseca že gradbeno dovoljenje tudi za drugo fazo in da ob rebalansu državnega proračuna bo možno zapreti to finančno konstrukcijo, torej da bi se država odločila, da bo na Ravnah gradila torej to drugo fazo, ki sem omenil prej, da je to 100 do 120 postelj. In za ta namen smo že s podžupanom Igorjem Odrom obiskala dva ministra, torej ministra za okolje in prostor, ki po zakonu koordinira te investicije, in pa ministra za delo, družine in socialne zadeve, ki je tudi Korošec in je tudi nekaj časa živel celo na Javorniku, izjemno dobro pozna grad. Oba sta dala zeleno luč, da naj delamo v tej smeri in da bo ta ona opravila svoj del naloge ter skušala pridobiti Ravnam torej to potrebno investicijo. Če sem prav razumel, v tej prvi fazi je bila nuja, da
da se na ta nepovratna sredstva evropska prijavi zavod, ki že upravlja to dejavnost. To je pogoj na razpisu. Ja, ampak v tej drugi fazi, ki pa pomeni, bi rekel, širitev kapacitet, pa tu pa bi že lahko govorili, da tega zavoda potem ne bi več potrebovali, ampak bi lahko že razmišljali o neki svoji samostojni enoti, z svojim kompleksu, z svojimi bi rekel, parametri vsega tega, kar pač pritiče enemu takemu zavodu, in ne bi bili na ravneh samo z enoto, ampak z svojim domom. Ja, to je možno razmišljanje, čeprav koncept v tem trenutku je nastavljen na enoto. V tem trenutku se pripravlja torej ta prva faza prijave, da bo ta dom na Ravnah oziroma center za starejše enota v sklopu javnega zavoda Črneče, in tudi druga stopnja pravzaprav se pripravlja v tem smislu enote zavoda Črneče. Če pa bi želeli seveda, da je to samostojen javni zavod, pa je to odločitev, ki je možna. Podobno situacijo smo že imeli na srednjošolskem centru, kjer so našo srednjo šolo oziroma višjo šolo strojništva želeli priključiti kot enoto, pa smo potem seveda v državi izposlovali samostojni javni zavod. Tu pa je možno razmislek v tem smislu, kajti vse premoženje, o katerem zdaj govorimo, bo državno, bo v lasti Republike Slovenije, in kolikor se na najvišji ravni seveda odločijo, je možno torej, da svojo lastnino oziroma svoje storitve razdelijo še v nov javni zavod, ki bi potem prevzel najbrž prvo in drugo fazo te investicije, ampak o tem trenutku ne teče beseda, kajti ravno logika je, da bi se te enote nekoliko tudi diferencirale in da bi delovale pač ločeno, kajti domovi z več kot 200 poslami niso več, bi rekel, v trendu, gradijo se manjše enote, manjši domovi, in na Ravnah bi bil ravno tak torej dom z 100 do 120 poslami, in pa seveda s trendom čim nižje cene. Zavedamo se, da pokojnine niso visoke in da če želimo, da bo ljudje tukaj živeli brez težav, moramo stremeti k nižjim stroškom, in seveda stroški nekega upravljanja doma enot so seveda nižji, kot pa če imaš svoj samostojni javni zavod in fiksni stroški pač preveč naraščajo ter obremenjujejo stanovalce. Vendar, kakšen vpliv ima potem lokalna skupnost, če se tu izgradi enota? Ker na koncu v bistvu vso politiko in vse to, bi rekel, pač center, ki na nek način s tem upravlja, tudi določa, dirigira. Tu potem lokalna skupnost kaj določa pri ceni oskrbovanc in tako naprej, skratka. Ne, tu pademo v normalen sistem sedanjih domov, torej za samo ožjem smislu ceno oskrbovancev oziroma stanovalcev določa država oziroma določa javni zavod, potrjuje ministrstvo. Podobno kot zdaj funkcionira za vse 4 cene, vse 4 nivoje oskrbe, ki so. Tako da v tem smislu v ožjem smislu lokalna skupnost nima vpliva. To ni vrtec, recimo primer, predšolska vzgoja je torej zaupana lokalnim skupnostim, medtem ko je oskrba starejših zaupana državi. Vendarle pa so tu drugi programi, ki jih je možno seveda strani lokalne skupnosti spodbujati, kajti kot rečeno, izvajalo se bo ogromno storitev za starejše iz tega centra. Tu ne bo zgolj dom, kjer bo živelo 120 ljudi, in to je to. Govorimo seveda o skrbi nadaljavo, o e-oskrbi, o teh storitvah, delno tudi o storitvah, ki jih zdaj vidite že v medgeneracijskem centru na Ravnah, kajti 5 let že delamo z javnim zavodom Črneče, uspešen, nekateri rečejo celo najboljši medgeneracijski center v Sloveniji, in del teh socialnih in družbenih storitev, družabniških storitev se bo peljalo iz tega centra za starejše, tako da tu bo odprt prostor za veliko storitev, tudi socialne inovacije, kaj si po domače še lahko zmislimo, da izboljšamo življenje starejših generacij. Zato bomo kandidirali na vseh možnih razpisih, da ne bi obremenjevali občinski proračun, tako da predstavljam si, da bo to nek kamen v mozaiku bodočih aktivnosti, bodočih 20-30 let naše občine na področju varstva starejših, kjer, kot rečeno, je še mnogo prostora za inovacije in izboljševanje tako kakovosti storitev, kot tudi same vrste storitev. Mi imamo neko skupno zgodovino izgradnje doma starejših na Fari, ki je ta dom se je gradil v takratni skupni občine Ravne Prevalje, in tule v nekih takšnih pogovorih, neformalnih, je kar nekaj idej ali pa vprašanj postavljenih, zakaj smo se osredotočili na Črneče, če tako rečem, če pa imamo svoj dom na nek način, ki ga večina Ravnčanov tudi poistoveti, in pri izbiri, kje domovati, ali v Črnečah ali na Fari, se večina odloča pač za ta bližnji dom, če bi bilo možno, seveda, pa če bi kapacitete dopuščale. In
Seveda se da tukaj pojasniti, zaradi česa mi v tej fazi ne razmišljamo ali pa nismo se osredotočili to, da bi na Fari, kjer je vsa infrastruktura, že šli v kakšne dozidave in tam reševali to problematiko. Ja, ta ideja pravzaprav ni bila nikoli kot opcija predebatirana oziroma ponujena, da bi torej širili dom na Fari. Ko smo pred 10 leti iskali partnerja, s kom bi delali torej dom starejših na Ravnah, smo se obrnili na oba javna zavoda in takrat poiskali partnerja v Črnečah, ki je že imel izkušnjo z poslovno enoto v Slovenj Gradcu in mu je bil ta poslovni model nekako blizu. Takrat smo se s pismom o nameri odločili za to sodelovanje in tudi zaradi tega pravzaprav imamo na Ravnah medgeneracijski center, drugače ga ne bi imeli oziroma bi imeli bistveno slabšega. Tako da ta naš partner pravzaprav dela že z nami z roko v roki 10 let. Hkrati pa trend ne gre v to smer. Dom na Fari ima 190 postelj, kar je dokaj visoko za moderne standarde teh domov in kvečemo se bodo tam postelje zmanjševale. Če bi zdaj gradili dodatnih 100 postelj, bi prišli do skoraj 300 posteljne inštitucije in ravno to se ne želi v tej, bi rekel, storitvenem sektorju, da bi gradili torej takšne inštitucije, kjer ljudje bolj neosebno bivajo. Tako da ta enota na Ravnah, bi rekel, nastaja pod tem vodstvom zavoda. No, sej, ampak če zdaj tu navežem še na to, da ta dva kraja Ravne, Prevale v bistvu sta že več ali manj zrasla v neko eno nerazdružljivo celoto. Tudi tu seveda po tej plati je ta migracija dnevna, Prevale, Ravne, bi rekel, neizmerno se vidimo že skozi sam promet, koliko se to odvija, pa koliko in seveda tudi, ampak to je to, kar ste pač pojasnili in je prav, da se tudi ta tema pojasni, zato ker vprašanj na to temo je kar nekaj bilo. Ja, čeprav tu lahko korigiram oziroma dopolnim, veliko Ravnčanov si želi tudi dom na Ravnah. Niso zadovoljni s to rešitvijo doma na Prevaljah, tudi stanovalci, sicer to ni osnovni cilj, stanovalci, ki sedaj živijo na Prevaljah, me ob mojem rednem obisku teh stanovalcev, tam je 75 Ravnčanov, sprašujejo, kdaj bomo lahko šli na Ravne, kdaj bomo lahko šli domov. Tako da ta vprašanja so, tudi če se pogovarjamo s starejšimi na društvu upokojencev ali kje, si dejansko ljudje želijo dom na Ravnah. Kljub temu, da sta to res dve zaraščeni, če lahko rečem, urbani središči, je vendarle sentiment oziroma čustva domačega kraja so prisotna in pa hkrati tudi svojcem ni tako enostavno obiskati Prevalj. Vedeti moramo, da otroci teh stanovalcev so stari čez 60 let, kar pomeni, da se prevaža 3 km, javni prevoz enkrat na uro z avtobusno postajo, ki je daleč od doma ali s svojimi vozili. Tako da tu imamo kar vrsto pritožb oziroma prošenj, da dom ni na najbolj idealni lokaciji, kar velja tudi za fizioterapijo in veliko, bi rekel, povpraševanja, da kdaj bo dom na Ravnah. Ja, sej, to je brez dileme. Mislim, da dom na Ravnah je tisti, ki prednostno ga si želimo ali pa se želi, ne. V minulem obdobju, ki smo mu bili priča, so vse te vlade na nek način zanemarjale gradnjo domov za starejše. Ta sedanja aktualna vlada je tu postavila neko prioriteto izgradenj kar nekaj števila domov. Smo mi v tem paketu znotraj, kot ste rekli, nekaj ste že obiskoval, neke ministre in so neka zagotovila, pa koliko so ta zagotovila resna in tudi, bi rekel, utemeljena, da lahko upravičeno pričakujemo, da bojo te stvari potem tudi se udejanjile v praksi. Ta zagotovila so pogojna. En pomembnih pogojev je bil včeraj dosežen v Bruslju, kjer je predsednik vlade, gospod Janša, dosegel s kolegi, da torej Sloveniji pripada 2,1 milijarde evrov. Prej je bilo rečeno 2,5 milijarde, ki jih je potrebno porabiti v 3 letih. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je, da je ta naša investicija prišla na seznam 183 investicij, ki jih je sprejela vlada, ampak na tem seznamu je alinejica, kjer piše 5 domov za starejše. Ne piše še 5 domov za starejše
najcenejši oklepaj Ravne na Koroškem. Ta pogoj še ni izpolnjen, vendar po kriterijih dovolj nizkega BDP na prebivalca, ne dovolj visokega, ampak dovolj nizkega in pa zaveze vladi k decentralizaciji imamo dobre obete, da bo en izmed teh 5 domov torej napisan Ravne na Koroškem. Zdaj, današnji dan še ni zapisan, ampak ta seznam se oblikuje. Zato smo šli tudi na minister, ta seznam se koordinira na Ministrstvu za okolje in prostor, gospod Vizjak, minister, medtem ko teh 5 domov bo določilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in smo bili pri ministru, torej za delo, kot rečeno, človeku, ki pozna tudi Javornik, in rekel je, koliko bo izpolnjeni ti pogoji, torej da imamo gradbeno dovoljenje, da ima država zemljišče, da ima država že prvo fazo zagotovljeno skozi ta razpis, ki teče na istem ministrstvu, so zopet 3 pogoji, ki bodo v prid, da se bo preko slej izpisalo, torej pri rebalansu državnega proračuna, ki bo jeseni besedica Dom starejših Ravne na Koroškem. Tako da vsi ti pogoji še morajo biti izpolnjeni, zato vendarle govorimo zdaj še na nek način o vrabcu na strehi, zato kot rečeno, bi rekel, ta informacija z občinskega sveta, ki so prišla v javnost, ker so vse javne, vedno povem, da sta še 2 čeja za to smer zgodbe, ki jo sedaj peljemo. Pa bodimo optimisti, pa rečemo, da bojo te čeji se spremenili v realnost. No, bo pa vse znano v par mesecih. Tako, rekel, doktor Tomaž Rožen, je še kaj na to temo treba pojasniti ali... Ne, jaz ne bi kaj dodajal, ampak ko se bo kaj zgodilo, pa z veseljem obveščam javnost. Potem hvala, da ste se udeležil in naše oddaje Replika in pojasnil, rekel, to temo, ki je zelo aktualna med ljudmi in seveda vse dobro vam želim. Hvala. Spoštovane, spoštovani, vam pa vse dobro in lep pozdrav.